V temle video vodiču vas bom popeljala na hitro skozi platformo Teachable in kaj so tiste stvari, ki jih morate urediti, da platforma deluje, preden zares štartate z njo. Zdaj, jaz imam tukaj eno platformo, ki je na brezplačnem planu, tako da v bistvu deluje, boste videli, da pač zadeve lahko postavite tudi, ko ste še na brezplačni platformi oziroma na brezplačnem planu. Bi pa vseeno tukaj res opozorila, brezplačni plan je namenjen testiranju in ne realni, bom rekla, realni uporabi, dejanski uporabi. Trenutno, torej v času snemanja tega video vodiča, torej marec 2023, je na primer omejitev na brezplačnem planu to, da imate lahko eno učilnico, torej pač en tečaj in pa noter največ 10 video lekcij, ne, kar za en konkreten spletni tečaj je praktično skoraj premalo. Opozorim tukaj, ne, da ti plani se kadarkoli lahko spremenijo, recimo, ne vem, kakšno leto ali dve nazaj, recimo je bila omejitev, da ste imeli lahko več učilnic, ali pa mislim, da je bila tudi samo ena, ampak je bilo omejitev 10 udeležencev vpisanih in tako naprej, ne. Skratka, kadarkoli se pač ta plan spremeni, tvegate to, da boste v bistvu potem, bom rekla, pristali v eni situaciji, ko boste mogli takoj iskati neko drugo rešitev ali pa pač iti na plačljiv plan. Tako da res tukaj ponovno še enkrat, brezplačni plan je namenjen testiranju. Tukajle pa v bistvu samo najprej ena logika, kako zadeva deluje. Torej, ko se vi prijavite noter kot administrator, vas vrže avtomatsko noter na tale del, ki je dashboard. Potem pa v bistvu celotna zadeva, tukajle zgoraj imate en del, ki se večinoma ga treba se dotakniti enkrat, in to je ta del, kjer je v bistvu potrebna večina nekih nastavitev, pa pač neka tista začetna ureditev in vzpostavitev platforme. Tisto, kjer boste pa večino časa potem kasneje, ko boste enkrat platformo uporabljali dejansko za spletne tečaje, pa za coachinge, mogoče za digitalne produkte, je pa tukajle dol, ne. Tako da v bistvu zdajle bom šla jaz čez tale del, ki je zgoraj, bom na hitro pač predstavila zadeve, bi pa samo rada tukaj še pokazala logiko, kako zadeva deluje. Torej, dashboard, v bistvu, če kliknemo na dashboard, je to samo pač ta zadeva, ki jo vidimo tukajle. Potem pa, če gremo katerokoli zadevo v meniju kliknemo, dobi podmeni, to se pravi, dobi še dodatne podmenije, tako da recimo, če tukaj kliknem na sajt, dobi potem podmenije, ne, in se vrnem s klikom na tukajle na dashboard ali pa kamorkoli drugam. Torej, tisto, kar imamo pravzaprav za urejati, so 3 stvari, in sicer tale opcija sajt, potem emails in pa settings, tako da bomo šli zdajle lepo po vrsti, pa začnemo s sajt, pa bom zdaj samo razložila v bistvu, kaj so tiste zadeve, ki so za urediti, ne bom šla pa bolj v podrobnosti. Zdaj tukajle v bistvu nastavimo, je treba nastaviti, bom rekla, te osnovne parametre od logotipa, fontov, tele palete barvne. Pri barvni paleti je treba biti majčkeno pozoren, namreč Teachable vseeno ima neke svoje popadke oziroma neke svoje posebnosti, tako da v bistvu je treba biti zelo previden pri barvah, da se res dobro vidijo vsi meniji. Potem se nastavi domeno, ne, zdaj običajno, ko vi registrirate oziroma ko se vi vpišete, ko kreirate račun na Teachable akademiji, pač ko kreirate novo akademijo, pride ven neka varianta vaše ime pa s-school pa tako naprej. Zdaj to ime seveda ni glih najlepše, tako da ga je fino in smiselno prilagoditi, lahko celo tudi nastavite neke svoje lastne domene, iz katerih je preusmeritev sem. To so sicer bolj že napredne zadeve, ampak pač toliko, da povem, da se da. Navigacija pomeni, da lahko uredite vaše vašo spletno stran, torej ta akademija, kako bo od zunaj izgledala, bodisi za vaše udeležence, torej tiste, ki so že vpisani, registrirani v akademijo, ali pa za tiste, ki pravzaprav jo obiščejo kot zunanji obiskovalci, ne. Tako da tukaj se da nastaviti vse te zadeve. Zdaj kupončkov ne rabimo nič nastavljati oziroma pač itak nimamo kaj, to pač uporabljamo potem, ko smo pri prodaji. Pod BIOS tukajle nastavimo svoje podatke oziroma pač tiste osnovne parametre oziroma pač neko svojo predstavitev. Pod Pages je tisto, kar je treba v prvi fazi narediti, so
pravilnik o zasebnosti oziroma politika o zasebnosti in pa pogoji uporabe. Ne. Zdaj noter dobite že v angleškem jeziku spisane, lahko uporabite tiste za inspiracijo, prevedete tiste kakorkoli, vsekakor pa jih pa seveda rabite potem v slovenskem jeziku narediti za svojo publiko. Comments bomo preskočili, ker je pač zadeva, ki je aktualna potem, ko imate dejansko opisane udeležence noter in ko so kakšni komentarji in diskusije. Pa skočimo tukaj na custom tekst, ki je pa v bistvu pravzaprav ena najtežjih ali pa najbolj obsežnih zadev, ki jo je treba narediti, ko vzpostavljate spletno akademijo Teachable v slovenskem jeziku. Ne. Namreč po defaultu je Teachable akademija v angleščini in če želite, da bo pač za udeležence ta uporabniški vmesnik, tisto, kar udeleženci vidijo, ko prihajajo noter v akademijo, če želite, da je to v slovenščini, je treba vse tele zadeve prevesti. Zdaj, jaz sama osebno prevode imam, tako da glede na to, da jih imam narejene, jih brez problema kadarkoli dam, komurkoli, ki me prosi, ne. Drugače pa seveda tehle vrstic je, če sem čisto iskrena, mislim, da jih je 2000, če se ne motim, ali jih je pa vsaj nekaj čez 1000. No, v glavnem je kar nekaj copy-pastanja, skratka vse je treba copy-pastati. Tako da, ja, to je v bistvu tisti, ki je najtežji, najobsežnejši del, bom rekla, te vzpostavitve akademije, oziroma pač najtežji del v smislu časovnega, vse ostalo se da dokaj hitro narediti. Pod code snippets imate tukaj varianto, da nastavite piškotke, oziroma ne na piškotke, ampak da nastavite obvestilo za piškotke. To je pač neka taka koda, ki jo je treba opisati. Power Editor pa Referral program sta pa zadevi, torej Power Editor je itak na, bom rekla, na enem od višjih planov, ki vam omogoča še dodatno customizacijo, še dodatno prilagoditev platforme, ampak tega načeloma, ker gre za računalniško kodiranje, tega načeloma niti ne uporabljamo. Referral program pa deluje pač seveda, če prodajate preko akademije in imate opcijo, da vaši udeleženci v bistvu priporočajo vaše programe. Ok, skočimo zdaj na e-mails, to se pravi, to je ta druga stvar, ki smo rekli, da je za urediti. Zdaj tegale boste videli, tegale na brezplačnem planu ne morete urediti, tako da bom jaz to pokazala zdaj na svoji pač platformi, ki jo imam pač seveda plačano. Gre pa za to, da je treba tukaj v template editorju pravzaprav prevode narediti. Namreč nekateri prevodi zadoščajo oziroma se potegnejo iz tega custom teksta, ki smo ga prej delali pod site, določene zadeve pa je treba nastaviti na tem nivoju. Takole, evo, zdaj sem jaz skočila v svojo akademijo, tako da lahko vidite, kako v bistvu ta zadeva izgleda, kadar želite kakšno sporočilo poslati udeležencem, ne, lahko pošiljate udeležencem vsem, ki so registrirani na platformi, lahko samo določenim, ki so vpisani v določen spletni tečaj oziroma neko dotično spletno učilnico, lahko pa celo na roke izberete udeležence. Tukaj pa v bistvu tisto, kar je pomembno, je pa pod template editor, skratka, to je zadeva, ki jo je treba pa narediti. Zgleda malo scary oziroma malo takole, da so neke kode, ampak v resnici vse, kar rabite, je iskati takole besedilo vmes med vsemi temi kodami. Poiščete besedilo, ki je potrebno prevesti, ki ga je treba prevesti. Zdaj načeloma jaz priporočam, da si ne delate dodatnega preveč dela, v bistvu prevedete samo tele zadeve, recimo pod students, vse te zadeve, ki so pod students, pa še tega večinoma ne boste rabili. To se pravi, receipt pa free trial receipt recimo je smiselno, pa drip content release, to se pravi, to je tisto, če boste uporabljali kaplanje vsebine, pa recimo new lesson comment, to se pravi novi komentarji, to je pa pravzaprav to, no. Ker vse ostalo pa je vezano na prodajo, tako da če boste prodajali preko spletne strani, seveda potem tudi tisto prevedete, ne, recimo, ne vem, tule samo pokažem, failed payment, ne, to se pravi, kjerkoli imate takole tekst med besedilom, mislim, tekst med temi kodami, torej nikjer ne smete popravljati tega, kjer so, če je čudno napisano, tega ne popravljamo, ne, ali pa če je noter med temi zavitimi oklepajčki, ali pa če je takole. To se pravi, tukaj bi bilo treba prevesti recimo ta del, pa ta del na koncu. Ne. Tako da tukaj pač treba potem tudi malo smiselno pogledati, kako so zadeve, da stojijo v slovenskem jeziku. Ne. Recimo tega, ki piše school name, tega seveda, ker je med zavitimi oklepaji, tega ne popravljamo. Ko prevedete,
morate pritisniti, poleg tega, da pritisnete save, morate pritisniti še publish, zato da zadeva funkcionira. No, tako da to je ena od stvari, ki jo pa lahko prevedete oziroma naredite potem, ko ste na plačljivem planu. Tega le ni toliko veliko, ampak je pa majčkeno bolj zoprno, zaradi tega, ker je pač treba paziti na vse tele kode. In pa še zadnja stvar, ki jo imamo za urediti, je pa tukaj pod settings. Zdaj, tukaj pa seveda vpišemo vse podatke, kar je pač potrebno. Vklopimo zadeve, kot pač smatramo. Tukaj recimo poleg Teachable Accounts obstaja tudi na plačljivem planu, imate zdaj tudi, da se lahko ljudje registrirajo noter v vašo platformo z Google računi, to se pravi, če imajo Gmail račun, se lahko vpišejo noter. Skratka, tukaj predvsem gre za to, da poklikamo zadeve, kako želimo, da naša platforma deluje, ne. In zdaj tukaj pač pride do tega, da pač morate razumeti, kaj pravzaprav posamezna stvar tukaj pomeni, ne. Recimo, kaj pomeni autocomplete lessons, pa kaj to pomeni zdaj za učno izkušnjo, če to pustite vklopljeno ali pa če tega ne pustite vklopljenega, ne. Ali pa, ne vem, moderiranje, da razumete pač potem, kako zadeva funkcionira, če komentarje vklopite in vse te zadeve. No, skratka, zdaj tukaj mogoče samo toliko, pač jaz te zadeve, če vam vzpostavim akademijo jaz, ne, vam seveda grem čez ves ta proces in vam vse zadeve tudi razložim, zato ker se mi zdi pač pomembno, da kot lastnik platforme, kot bom rekla avtor ali pa owner oziroma lastnik, ja, kot administrator, ne, pač vi potem postanete administrator, da razumete pravzaprav, kaj te funkcionalnosti pomenijo, zato da znate potem tudi prilagoditi tej svoji spletni učni izkušnji. Zdaj tukaj drugega pravzaprav niti ni potrebnega, ne, tukaj v bistvu tele davki pa vse tele zadeve niti ni kaj drugega. Mogoče tukaj pod integrations, sam še toliko povem, da se recimo nastaviti, povezati, to se pravi, da vnesete svoj tisto pixel, Facebook pixel, če rabite tudi za digitalni marketing. Povežete lahko tudi s svojim Mailchimpom ali pa s čimerkoli drugim. Skratka, da se tudi marsikaj potem drugega še narediti, drugače pa v osnovi to, kar potrebujete nekako na tem osnovnem planu. In je potem v bistvu samo še to, da začnete nalagati vsebine. No, in če vam že kažem platformo v drobovje, vam bom prikazala tudi v bistvu, kako izgleda od znotraj tudi tečaji. Zdaj ne bom coachinga razlagala, za coaching imam posebej en video, kjer grem res v nulo, da razložim, kako ta coaching deluje in tam tudi lahko vidite, kako to od znotraj izgleda. Se bom pa tukaj dotaknila kursov. Sploh zato, ker so se v bistvu pred kratkim spremenili, tako da tudi, če boste gledali kakšen starejši video, kjer sem že kazala, kako zadeve noter izgledajo, boste videli, da je čisto drugače kot zdaj, ne. Pa bom mogoče čisto na hitrico tukaj le kar enega skreirala, samo to, da dobite občutek, koliko časa to pobere. Evo, takole bom enega test, continue. V bistvu celotna zadeva deluje na podlagi tega, to se pravi, takoj nas je vrglo tako imenovan kurikulum, to se pravi v to učno pot in gradimo v bistvu tukajle module, torej sekcije oziroma bolj pravilen izraz je moduli. Gradivo nove lekcije, ne, recimo tam lekcija 1, lekcija 2, se nima veze, tukaj bom samo toliko, da dobite občutek, kako to izgleda. Potem pa vsaka lekcija v bistvu gremo noter in lahko nalagamo, potem izgradimo dejansko vsebino, ne. To se pravi, zdaj pa tukaj v to lekcijo damo vsebino, ki je lahko vse, karkoli, tekst pa slika, lahko je video, lahko je PDF dokument, lahko je samo audio dokument, skratka vidite tukaj kar nekaj primerov. Lahko je tale, pod tukajle custom code, če dodajate recimo tele YouTube videe, uporabite tole kodo za embedanje ali pa, ne vem, Google obrazce, embedate s custom kodo. Imate tudi noter kvize, sicer zelo take, zelo preproste v smislu vprašanje je pravilno ali nepravilno, bolj v tem kontekstu, no. Skratka, lahko naložite stvari. Vsaki lekciji lahko dodate, omogočite tudi, da je možno, da udeleženci komentirajo, ne, pa je pa tista varianta, ki smo prej rekli, ali imamo vklopljeno komentiranje oziroma moderiranje ali ne. In pa lahko jo damo v public preview, kar pomeni, da lekcija
je dostopna, ne da bi se človek rabil registrirati, ne da bi se rabil karkoli prijaviti ali pa registrirati, skratka tako, kot če bi nekoga peljali na YouTube. Tako da recimo meni osebno je to ena od dodatnih funkcionalnosti, ki recimo nekatere platforme nimajo. Primer Thinkific. Na Thinkificu, če želite dati free preview za neko zadevo, če želite, da si jo lahko ogledajo brezplačno, se morajo registrirati. Medtem ko tukaj jaz lahko to uporabim, da ne vem, naložim neke video vodiče, za katere bi želela, da so mogoče prosto dostopni, ali pa da jih samo začasno, recimo za par dni, dam v brezplačen predogled, da se ljudje ne rabijo registrirati, potem to vklopim. Bi pa zdaj, ko imam tole kombinacijo, Student Comments pa Public Preview, bi pa tukaj rada samo omenila, da dajte bodite pozorni, skratka, če dajete zadeve na Public Preview, izklopite Student Comments, zato ker če ne, se jasno vidijo imena, vprašanja od udeležencev in tako naprej, skratka, to ni namenjeno zdaj temu, da bomo javno razkrivali, kaj se dogaja v učilnici, to je bolj namenjeno temu, da date lahko pač nek vpogled v svoje vsebine. To je pa pravzaprav to, tukaj pa potem v bistvu s spletnimi tečaji, pa potem tukaj le še kar nekaj zadev, ki jih je potrebno nastaviti, pa ki jih je potrebno seveda tudi razumeti, kaj pomenijo, tako da to je pač tudi ena od stvari, skozi katero vas potem peljem, od tega, da vam razložim, kako se potem kreira te strani, kako te strani delujejo, mogoče še tukaj, če naredimo eno stran, samo to, da dobite vpogled v drobovje, kaj pravzaprav pomeni. Zdaj, jaz načeloma teh strani niti ne koristim, kaj dosti, lahko kombinirate zadevo, da imate, ne vem, če imate svojo WordPress stran, pač gradite spletne strani oziroma pač spletne vpise na tistih straneh. Drugače pa tudi tukaj je zelo preprosta zadeva, deluje po principu tega, da vstavljate slikice, besedilo in tako naprej. Skratka, nekaj detajlov seveda je, in to je tisto, kar vam pač posnamem in razložim, kadar vam vzpostavim akademijo jaz. Drugače pa, če pa greste sami vzpostavljati zadeve, pa dajte bodite pozorni na vse tele zadeve, ki sem jih zdajle omenila. To so tiste ključne zadeve, ki jih morate naštimati, da akademija deluje oziroma da bo delovala v bistvu čim bolj optimalno, pa da bo prilagojena za, bom rekla, lokalizirana za slovenski trg.